Živjo. Nahajam se v Rogaški Slatini na dopustu in takšno je dogajanje v soboto. Na dopustu seveda nisem sama, poleg moža je še moja mami in pa Matjaževa mami. Tako naredimo vsake toliko časa en tak dopust, da se malo podružimo in se imamo lepo. Zdaj smo se po kratkem sprehodu po centru Rogaške Slatine usedli na eno kavico. Hvala. Pa še malo dopusta v enem takem romantičnem kraju. Čin, čin. Ampak da ne boste mislili, to rdeče vino je za moj holesterol. Nič drugega. Tako, pijačo smo popili, zdaj gremo pa počasi proti domu in vam bom pokazala apartma. Najprej smo sicer gledali hotelske sobe, ampak nam je bilo vseeno bolj ugodno, da se nastanemo nekje zunaj hotelskega kompleksa. Danes je prvi jesenski dan in lejte, kako lepo uživam. Sonček, ki me greje vse do kosti. In to martinčkanje na balkonu, to je pa 1A. Razgled imamo na hiše, vam bom pokazala. Ampak je mir, tako da je prav super. Ura je pol 11 in pa temperatura je pa 22 stopinj Celzija. Zdaj vam bom pa še pokazala, v kako luštnem apartmaju smo nastanjeni. Da se gremo pogledati. Tako, tukaj pa pridemo v eno izmed spalnic. Postelja, omara. Živjo. Tukaj so toaletni prostori. Še druga spalnica, s katere tudi prideš nazaj na balkon. Vhodna vrata. In pa še tretja spalnica. To je, kar se tiče teh spalnih prostorov. Zdaj gremo pa v kuhinjo. Živjo, boste pozdravili kaj moje gledalce? Živjo. No, pa še kopalnica. Kakor ste videli, apartma je zelo lušten. Vsak imamo svojo sobo, potem sta dve kopalnici, da se ne rabimo gužvati. Kuhinja, da si kaj pokuhamo, popijemo kakšno kavico in pa, ker nam je bilo tudi pomembno, da imamo svoje parkirišče. Zdaj počasi se bomo odpravili ven na kosilo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Hvala. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Hvala. Wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running. Mi smo nastanjeni v tej hiši. Tukaj zdaj grem pa na en sprehod, ker je do centra mesta 400 metrov. Tako da je zelo blizu. Smo pa v zgornjem nadstropju, tukaj, kjer vidite dve okni, balkon je pa potem na drugi strani. Rogaška Slatina leži v vzhodnem delu Slovenije, v bistvu je to Savinjska regija in je tik ob hrvaški meji. Je pa obdana z griči in gozdovi, kar daje mestu en tak prijeten zdraviliški značaj. Kraj je znan po več kot 400-letni zdraviliški tradiciji. Njegov simbol pa je mineralna voda Dona Tempge, ki jo vsi poznamo. Ta mineralna voda pa velja za eno najbolj magnezijevih vod na svetu in je cenjena za zdravje prebave, jeter in presnove. Je pa znana tudi po steklarstvu, predvsem po blagovni znamki Rogaška Kristal, ki proizvaja res vrhunske in čudovite izdelke. Mesto je pa tako kar precej razgibano. Vidim, da se kar precej dogaja. Gremo pogledat. Včeraj je bila poroka, danes je pa neko srečanje starih avtomobilov.
Še stara dobra katrca. Janec se nisem motila, gre za zbor starodobnikov in je kar lepo za videti tako predstavitev. Poleg zdravilišča in pa steklarstva pa je mesto znano tudi po takih koncertih in pa kulturnih prireditvah in pa seveda po lepih sprehajalnih poteh. Ali tukaj v mestu ali pa izven mesta. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. La zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled nad sabo, tako me gane, da oko zarosti in pride ujame. Solza pravi srcu, da sem tukaj doma. Tukaj doma. Nevzem pismi in laga. To je stolp Kristal, s katerim se Rogaška Slatina ponaša, ki je najvišji stolp in hkrati najvišja stavba v Sloveniji. Je še dvigalo iz spodnjega nadstropja. Od spodaj so pa parkirišča. In potem greste samo še peš do stolpa. In tukaj je še drugo dvigalo, odvisno s katere strani ceste pridete. Lahko pridete pa tudi z avtom čez gor do vrha. Mislim, do vrha, do vstopne točke v ta stolp. Vse tudi tukaj gor je kar precej parkirišč. Pogledala sem si ga samo pobliže, ker mene je zelo strah višine. In si ne upam iti gor. Zdaj grem pa po drugi poti, grem kar po tej asfaltirani, pa se bom ob glavni cesti vrnila proti domu. Če je na vrhu vse parkirano, imate parkirišča tudi tukaj od spodaj in polejte imate tukaj že kar to dvigalo in vas dvigne potem na ta mostiček. In potem itak nimate več daleč. Ja, res lepo urejeno. Receptorka mi je tudi povedala, da me nima biti kaj strah, da je gor super razgled in da se mi splača iti. Bom premislila do jutri, če bom šla gor, pa bom mogoče še Matjaža prosila, če gre z mano. Sem pa videla kar precej vlakov, tako da sem prav presenečena, kako imajo razvit ta železniški promet. Ura je nekaj čez 6, sonce bo počasi zašlo in tudi starodobniki so se odpravili proti domu. Sem videla nekatere registracije, Kranj, Koper, pa še druge in imajo še kar precej poti do doma. Naša avtocesta pa se vemo, je kot je, lepo počasi. To je pa skulptura mitološkega konja Pegaza. Zdaj sem prišla pa že skoraj domov. Tukaj bomo dober teden in bomo izkoristili vsak dan posebej, si šli kaj pogledat, se malo spočili, kaj dobrega pojedli, v glavnem uživali. Zdaj grem pa malo v trgovino pogledat. Vidim pa, da je to outlet.
Ja, trgovina ima precej lepih reči. Kot vemo, izdelujejo vaze, kozarce raznih oblik in velikosti. Vse skupaj pa dobite v taki lični, zapakirani škatlici. Poleg kozarcev in vaz pa izdelujejo še razne druge dekorativne izdelke. Tukaj pa vidimo še prikaz steklopihalcev. Oni morajo imeti kar precej smisla za umetnost, tako kot seveda vsi delavci v steklarni. Stekloslikarke in pa brusilke. Outlet in take ugodne cene so pa zaradi tega, ker ni štempilke, se pravi, če mi pogledamo, kakšen izdelek, ni nikjer tiste nalepke Kristal Rogaška Slatina. So pa to vse artikli delani za izvoz in to, kar vidimo v tej trgovini, vse to je nekako višek izdelkov, ki ni šel potem v prodajo v tujino. V steklarni imate pa tudi možnost ogleda same proizvodnje, tisto je tudi zelo zanimivo. Jaz sem že bila notri, poznam sistem dela in se vam splača pristop pogledati. Prej poglejte, kdaj je odprto, če vas zanima, in se pozanimite, kdaj je opcija za ogled. Prej smo bili v outletu, tukaj je pa še njihova prodajalna z rednimi cenami. Vse se blešči v stilu Kristala. Zelo elegantna in prestižna trgovina. Kakšni izdelki čudoviti. To so pa seveda razni kristalni globusi, ki so bili podeljeni ali športnikom, raznim mis in druge pomembne osebnosti, take prekrasne, prestižne izdelke. Tukaj je še nekaj izdelkov, ker vsebujejo tudi zlato. Ti izdelki imajo tudi prav posebno vrednost. Tudi oni nosijo zlato in posebno gravacijo. To je kolekcija Bakos. To je vse ročno narejeno, vsebuje 18-karatno zlato. To ni nič strojno in to so res unikati, tako da ne dobite niti dva enaka. Najdražji izdelek je pa ta globus, ki ga tukaj vidimo. Cenijo ga na 16.000 evrov, ampak ga ne morete kupiti, ker ni v prodaji. Najdražji izdelek, ki ga pa lahko kupite v tej trgovini, je pa tale čudovita vaza, ki vas pričaka že takoj na vhodu. Cena za to vazo pa je 8.879,90 evra. In tako se lahko potem ponašate z enako vazo, ki jo ima tudi britanska kraljica. Cene teh izdelkov v tej trgovini so seveda višjega cenovnega razreda, tako kot sama kvaliteta, sama izdelava teh izdelkov so res nekaj prekrasnega, čudovitega. In so zaradi te prefinjenosti teh izdelkov znani po celotnem svetu. Seveda se morajo pa vsi ti mojstri vseh teh veščin tudi nekje naučiti. Zato v Rogaški Slatini obstaja tudi steklarska šola, to je poklicna šola, in pa tukaj imate tudi internat. Naj pa kot malo nostalgije povem, da sem v to šolo hodila tudi sama in se šolala za stekloslikarko. Delo sem opravljala malo časa, ampak izkušnja je bila lepa in Rogaška Slatina mi je pustila na take lepe in prijetne spomine. Z tega poklica sem šla ven zaradi tega, ker je bilo premalo plačano. Tako je tudi še vedno. Seveda so potem prišli tudi časi, ko je prevladala plastika, ko smo se pravzaprav bali, da bo steklarstvo utonilo v pozabo, ampak glejte, kot vidite, Rogaška Slatina, steklarna Hrastnik in druge steklarne so še vedno aktivne. In če gledamo Rogaško Slatino, kako prosperira v celotnem svetu, mislim, da se ni za bati, da bi plastika prevladala. To šolo in pa internat trenutno obnavljajo. In se mi zdi, da je še vedno upanje za steklarstvo, da je tle neka tržna niša tudi, pa precej delovnih mest in da je še vedno upanje, da nas plastika ne bo zadušila. Mi smo si danes šli pogledati še steklarno odznotraj, celoten proces v proizvodnji. Predstavitev je trajala 45 minut, vstopnina je bila 10 evrov na osebo. Moram reči, da sama proizvodnja izredno čista, delavci zadovoljni, v glavnem se je čutila na tako dobro vzdušje. Moj končni vtis je pa takšen, pridite pogledati, da vidite, koliko časa in koliko energije, koliko ljubezni, umetniške duše rabijo za narediti en tak lep izdelek.
Ja, tako ne, če smo pa v Rogaški Slatini, pa ne smemo pozabiti in omeniti tudi Afrodito. Kozmetika, ki že kar precej let dela. Jaz se tudi to spomnim iz mladosti, tiste njihove prve začetke. In tukaj bomo šli tudi v trgovino, malo pofirbcati. Začeli so pa leta 1970 in kaj vse je danes že ratalo. Vse precej teh izdelkov poznamo. V teh prostorih je praktično vse. Celotna Afrodita. Zaposlenih imajo okoli 190 delavcev in tukaj je in laboratorij, se pravi razvijanje kozmetike, do proizvodne, pakiranja in prodaje. Dobar dan. Dve otroški karti. Ja, upokojenska mogoče. Kaj popusta? Jaz. Pokažem kartico ali ne treba? Bo pa 18, prosim. Gremo najprej gor na vrh. Ja. Kar hitro šiba. Da jaz grem kar stran. Joj. Super. Ojoj. Grem reči za en meter bolj. Je že 11 nadstropje, še malo pa bo konc. Evo, terasa. Terasa. Zdaj pa naredimo en razgled. Onda ćeš popiti kavu, Moram da obite lipicu. a mi smo ti tu gore negdje, veš, tu. Gdje je tisti stolp, naš tisti za... V glavnem je kar malo grozen občutek, ampak še v redu, no. Zdaj Matjaž je šel pa en štuk še višji, po stopnicah, prav gor na odprt prostor. Je šel pogledat, zdaj pa ne vem, ali sem jaz tudi upražila, mislim, da ne. Sem pa ugotovila nekaj, ko snemam, me ni tako strah. Se pravi, če se človek ukvarja z nekimi drugimi stvarmi, je boljše, da pa malo odmisliš to višino. Zdaj grem pa še jaz pogledat. Jaz sem na trenutke strašno korajžna. Ja, se pride ven prav na odprto. Treba preveriti. Korajžna. Ja, Bravo. joj. Tle priješ čist tle ni šipe, tle je kar prepad. Čakaj, kje? Tukaj. Ojoj. Padeš lahko kar dol. Ja, sej. Lepo se vidi. Lepo ne, čakaj, da naredim malo za moje Tam so gledalce. zdravilišča, tle imaš pa pol... Joj. Ko grozno. Če te je pa strah. Veš kaj, jaz se malo zamotim s tem, ko snemam. Le, un mostiček. Ja, čisto se dol se vidi. Veš kaj, bom naredila en krog. Joj, ne prav velik. Bom jaz šla kar rajš notri. Izvolite. Hvala lepa. Evo, sva oba preživela. Aha, 103,95 m je višina tega stolpa.
Zdaj greva v kavarno na eno sledico. Tle bova lepo na sončku. Ampak kje je najbolj varno? Sprašipi. Joj, kaj grozno. Ne, v redu je. Če vas ni strah višine, pridite, poglejte, super je. Ti si upaš, Matjaž? Zelo neprijetno je. Neprijetno, ne? Joj, bež, reš ne? Ja, upam. Ne, ne. Je pa bolj tak čuden film. Očke te je strah. Ja, ja. Te je višina. Ja. Če bi mame bolj pogledali, bi me Ne. A so dol? Ja, čisto od spodaj so. No, tle sedijo na klopci. Boš ti? Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa na hitro pojeva sledico, da naj jo mame ne bojo predolgo čakale, pa da mene ne bo predolgo strah. Ampak če jem, meni nad strah. Zgleda odlična. Še poskusim. Jaz sem vzela piškotek, Matjaž pa kokos. Sladica je pa zelo, zelo nasitna, ampak zelo dobra. Zdaj bo spet panorama. Evo, pa smo tukaj. Svidenje. Tle sem našla še ta Ivanov vrelec, približno 200 metrov ven z centra, in sem ugotovila, da ima ta voda kar precej železa. Ta prav donat. Velik nadomestek za kolesarjenje, ampak za malo tako razmigati pa je. Super. Moraš biti malo hitrejši. Ja, to je to. A to je to? A to je tvoj tempo? Ja. Aha, okej.